Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci vroče teme na portalu domovina.je. Tokrat bomo v ospredje postavili gospodarske razmere tako v Sloveniji kot v svetu in v našem studiu želim lep pozdrav glavnemu ekonomistu pri Gospodarski zbornici Slovenije, gospodu Bojanu Ivancu. Dober dan. In pozdravljeni podjetnik, gospod Peter Žmak. Lepo pozdravljeni. Spoštovana gosta, mogoče najprej z vami, gospod Ivanc, gospodarska slika Slovenije, kako bi jo ocenili? Zdaj tako, v drugem četrtletju, če mogoče malo poenostavim, so bili izzivi v našem gospodarstvu največji. Takrat dejansko smo beležili tudi upad bruto domačega proizvoda, ki sicer se je potem odrazil šele v tretjem četrtletju. V tem četrtletju smo imeli prvič četrtletni upad BDP-ja, v drugem so bili pa predvsem te trendi v storitvah pa industriji zelo šibki. V tretjem četrtletju so pa zopet v bistvu pri storitvah smo imeli rast dodane vrednosti, realno gledano. Rast je ostala skozi celotno leto zelo visoka v gradbeništvu. V predelovalnih dejavnostih je pa dejansko popravek, torej nekako dno smo dosegli v avgustu, septembra oziroma oktobra smo pa prvič nekako dosegli zmerno rast industrijske proizvodnje. Ta je sicer še vedno v povprečju v 10 mesecih za 3% medletno nižja kot je lani. Recimo v Evropski uniji je v bistvu nižja zgolj za 1%. Je pa seveda šibkost v slovenski industriji relativno glede na EU seveda tudi zaradi razloga pojasnjena, kajti pri nas industrija materialov ima nekoliko večjo utež. In pa hkrati okrevanje v avtomobilskem sektorju v Sloveniji je bilo počasneje, kot je bilo v Evropski uniji. Tudi zaradi sestave oziroma umeščenosti same verige vrednosti slovenskih proizvajalcev znotraj avtomobilske industrije. Tako da tukaj so bili določeni razlogi, zakaj so bili v bistvu rezultati v industriji šibkejši kot v Evropi. Pri storitvah in pa gradbeništvu pa kot rečeno, tukaj je pa v bistvu še vedno čutiti moč, še vedno čutiti pač ekspanzivno fiskalno politiko. V gradbeništvu seveda so pa trendi zelo močno povezani seveda tudi z dejavnostmi povezanimi z obnovo prizadetih delov Slovenije in pa seveda tudi z finančno perspektivo, tudi deloma zaradi investicij povezanih z načrtom za okrevanje in odpornost, tako da na tem delu dejansko imamo zelo visoko rast in tukaj pri gradbeništvu res izjemno močno izstopamo glede na ostale države. Nekaj o vseh temah, ki ste jih odprli v nadaljevanju, predtem pa, gospod Ivanc, Državni zbor je sprejel proračuna za prihodnji 2 leti. Precej kritik je bil deležen tudi strani Fiskalnega sveta, so bile te pretirane. Zdaj tako, Fiskalni svet po mojem vedenju je skoraj vedno kritičen do vseh proračunov. Je pa res, da sem imel občutek, da je bila tokratna kritika pa nekoliko bolj izrazita in sicer v svojem mnenju Fiskalni svet zapisal, da je glavni izziv, ki ga vidi v predloženih finančnih dokumentih v temu, da dejansko v njih še ni predviden v bistvu implementacija zelo verjetno pričakovanega zakona o obnovi. Posledično je zelo verjetno pričakovati hkrati zelo hitro rebalans proračuna v naslednjem letu. To pomeni, da dejansko ta proračuna za naslednji 2 leti dejansko ne odražata najbolj objektivnih pričakovanj in dejansko tudi Fiskalni svet to nekako utemeljuje s tem, da je že v preteklosti državni proračun imel zelo veliko skritih rezerv v investicijah, ki se potem niso dejansko odrazile v investicijah, ampak dejansko potem vlada imela na nek način en del skritega manevrskega prostora, tudi seveda za alokacijo dodatnih določenih odhodkov vezanih na določene enkratne transferje in pa podobno. Tako da tukaj v bistvu si nekako vsaka vlada želi seveda pač imeti nekaj skritega manevrskega prostora, tako da velik del kritike predvsem je bil v tem kontekstu, da ta proračun ni dejansko objektiven odraz pričakovanj, tako da nas zelo verjetno čaka v bistvu rebalans v naslednjem letu. Kako pa vi kot podjetnik, gospod Žmak, gledate na proračun, pa tudi ali vas gospodarska slika države v čem skrbi? Mogoče najprej o proračunu. Jaz na proračun vsakokratni gledam kot na neko oceno oziroma nek seznam želenih prihodkov in odhodkov v državno blagajno in iz nje. Tako, kot je tudi gospod Ivanc povedal, ponavadi
ker pregovorno se vedno zgodijo še rebalansi, potem kasneje, ne, kar potrjuje to dejstvo, da se natančno ne da oceniti nekih prihodkov in odhodkov. Zdaj, za prihodnje 2 leti, kar sem uspel jaz pogledati, se pridružujem mnenjem tistim, ki pravijo, da so na prihodkovni strani stvari preveč optimistično zastavljene, kajti samo zgolj s povečanjem nekih davčnih obremenitev, v tem primeru gospodarstva, ne moreš pričakovati, da se bo to resnično tudi izvedlo na ta način. Pomeni, da jaz pričakujem, da vseh teh prihodkov, ki so jih načrtovali v prihodnjih letih, ne bo uspelo priti v proračun, v državno blagajno. Na drugi strani manjka pa tisti razvojni potencial, ki bi bil lahko tudi v proračunu nekako ovrednoten. Namreč potrebno je ustvariti neko sliko gospodarsko v Sloveniji, ki bi privabila tuje investitorje, ker tam se potem tudi pretaka v državno blagajno precej denarja. In če se tukaj navežemo na to gospodarsko sliko, kako jo jaz vidim, zdaj, v Sloveniji, tako kot povsod drugod, na nekatere faktorje imamo vpliv, na spet druge pa ne, kar se tiče gospodarske slike. Skrbi me dejstvo, da trenutno ali pa v zadnjem času nikakor ne znamo sestaviti enega takega konkurenčnega okvirja za gospodarstvo, ki bi na eni strani omogočal neke temelje stabilnosti, ki jih podjetništvo potrebuje, in pa tudi skladen razvoj. Tukaj prav gotovo je še veliko rezerve, kaj se da narediti, predvsem tudi, da bi se bolj poslušalo podjetnike, ki o tem govorimo. Na drugi strani me pa skrbi tudi vse večja inflacija, ki je pač pritisk na vse nas, pritisk na plače, pritisk na te plače se potem prelevi in pretoči v pritisk na cene, dvig cen, in slej ko prej pride do nekega zmanjšanja porabe ali pa celo ustavitve porabe, kar pa nikoli ni dobro. Omenili ste zakon o obnovi, gospod Ivancev, v teh dneh poslanci sprejemajo novega. Kaj vas kot ekonomista skrbi, na kaj naj bodo pozorni? Slišali smo precej kritik v preteklosti, češ, da gre za prevelike obremenitve gospodarstva, da bo moralo gospodarstvo plačati pri tej obnovi preveliko ceno. Kako gledate vi kot ekonomist na vse skupaj? Zdaj, zakon o obnovi pač jemlje kot nek pravni akt, ki nekako spreminja vrsto različnih zakonov, med drugim tudi v bistvu naslavlja zakon, kjer so pač opredeljeni dodatni davčni viri, in zakon o dejansko obdavčitvi dohodka pravnih oseb. Na drugi strani pa, kar predvsem pogrešamo, je, da ni nekako programsko razdeljeno, kako bodo ta sredstva namenjena po različnih vsebinah. To bi dejansko pričakovali. Zdaj, če imamo na eni strani že definirano, kakšen del bo država dobila od evropskih sredstev, koliko bo zagotavljal državni proračun, koliko pač pričakuje od nekih potencialnih dodatnih davčnih virov, pa seveda predvsem pogrešamo neko osnovno tabelo, kjer bi dejansko videli, kako bo država te projekte v neki časovnici peljala. Pričemer vemo, to je ocena, ampak vseeno brez te tabele dejansko je velika neznanka, oziroma ima seveda lahko tudi marsikdo zelo veliko manevrskega prostora, kako bo ta sredstva razdelil. In posledično se lahko zgodi, da ne bomo imeli namenske porabe teh sredstev. Tako da predvsem je v bistvu naš apel, da imamo namensko porabo teh dodatnih sredstev, pri čemer moramo vedeti, da sklad za obnovo, ki pač naj bi nastal, je zgolj neka proračunska postavka, dejansko obseg celotnih posojil, ki naj bi bil na voljo gospodarstvu, je pa nekje približno pri 100 milijonih evrov. Tako da z tega vidika so to predvsem neka proračunska sredstva za ta namen, in seveda z tega vidika pričakujemo tudi, da bi lahko znotraj tega zakona dali v neko prilogo tudi neko tabelo z oceno programske razdelitve teh sredstev. Gospod Žmak, gospodarstvo opozarja, da je veliko neznank pri tem, kakšno ceno bo na koncu moralo plačati. Podjetja so nekatera na nogah, predvsem zaradi dodatnih obdavčitev. Kako gledate vi na vse skupaj in tudi, kaj pričakujete od vlade v prihodnje? Dejstvo je, s tem se boste oba strinjala, da smo v situaciji takšni, v kakršni še nismo bili, da se sprejemajo zadeve,
ki si jih do zdaj ni bilo nikoli potrebno sprejemati, pa vseeno? No, če se s tem navežem tudi na ta zakon o obnovi, mislim, da nobenemu poštenemu in državljanu, bom rekel, Slovenije ne bi bilo težko nekaj prispevati v ta sklad za obnovo, ker vemo, to se je zgodilo nam vsem, praktično vsi čutimo posledice, zato tukaj ni vprašanja ali prispevati ali ne, tako posameznike kot podjetja. Skrbi pa to, kar je tudi gospod Ivanc povedal, da ne vemo, kako bodo ta sredstva porabljena. Konec koncev že taka komunikacija, kakršna je bila pri oceni, ko smo skakali na tako velik rang ocene od 500 milijonov do 10 milijard, je to nemogoče razumeti. In skrbi dejstvo, da bodo verjetno ta sredstva na ta način lahko tudi nenamensko porabljena. Konec koncev je pa še ena stvar, tukaj bo profitiral verjetno največ gradbeni sektor. In v teh primerih, kot se je izkazalo že pri nekaterih drugih naravnih nesrečah, se cene dvignejo precej v nebo. In zdaj to pa ne bi bilo lepo, da nekdo zasluži toliko denarja, zato ker ga nekateri moramo prispevati za to obnovo. Tako da tukaj je veliko neznank še, ki bi verjetno se dala rešiti s tem, da bi bila ta komunikacija bolj transparentna, da bi se dejansko, tako kot je tudi gospod Ivanc povedal, dalo neko tabelo, kaj se bo delalo, kdaj se bo naredilo, in potem bi bilo nam vsem lažje to razumeti. Gospod Žmak, premier Robert Golob je napovedal nedavno novo davčno reformo. Ena je začela veljati z letošnjim letom, ko jo je spremenila nova vlada. Kako gledate na te davčne spremembe, ki se napovedujejo, ki so bile v preteklosti, in kako spodbudne oziroma nespodbudne so za gospodarstvo, za podjetja? Ja, davčna reforma je vedno en trn v peti, in nekdo jo bo moral zagrist in narediti. Vemo pa, da davčne reforme se ne izidejo, če greš v preveč ekstremne spremembe, ker to terja svoj čas, da se pride do enega ta pravega rezultata. Zdaj, kar se samih obremenitev tiče davčnih, mislim, da na določenih davkih, kot je recimo davek na dobiček, imamo mi v Sloveniji relativno dobro sliko. Da se z določenimi vlaganji in tako naprej efektivno to stopno tudi zbiti, to vsi vemo. Pozablja se pri tem, da vlaganja dejansko pomenijo vlaganja, da ta denar ne gre v žepe posameznikom, lastnikom, ampak da je treba vložiti v razvoj podjetja, v nakup novih strojev, v razvoj novih storitev in tako naprej. Se pravi, ostane v podjetju, kar je tudi namen recimo razvoja podjetja. Zdaj, na drugi strani imamo pa izredno obremenitev pri dohodkih, se pravi pri plačah, če poenostavljeno povemo. Tukaj pa, ko se pogovarjam s kolegi tudi iz drugih držav, ne morejo verjeti, da imamo mi toliko obremenjene plače, kajti vsak misli, da ima pri sebi najbolj obremenjene plače, potem pa, ko to efektivno primerjamo, se pa vidi, da obstaja še država, kjer je pa več obremenitve, se pravi v tem primeru konkretnem pri nas. In tukaj bi morala vlada res nekaj narediti, ker drugače nam bodo predvsem v poklicih in delovnih mestih, ki so višje plačena, ki imajo višjo dodano vrednost, nam bo kader bežal. Slovenska podjetja, gospod Ivanc, objavljajo letošnje podatke. Vas je katero posebej presenetilo in kako ne preveč spodbudna davčna zakonodaja vpliva na poslovanje podjetij? Na podobno vprašanje, prosim, kot sem ga zastavil gospodu Žmaku. Če grem na prvi del vprašanja, kako dejansko posluje podjetje v Sloveniji, tukaj bi rad izpostavil eno stvar. V Sloveniji je na organiziran kapitalski trg uvrščeno takšno število podjetij, ki nekako korespondira 5% celotne dodane vrednosti v gospodarstvu. Posledično tudi ta vzorec ni najbolj reprezentativen poslovanju celotnega gospodarstva. Torej, čisto konkreten, če zelo veliko imamo industrije uvrščene dejansko na delniški trg, praktično nimamo veliko storitev oziroma trgovine. Z vidika teh podjetij, ki pa poslujejo, se pa vidi tudi razliko med
farmacijo, ki nekako zelo dobro posluje, kar se nekako izkazuje tudi v statistiki. Na drugi strani imamo podjetja, kot so Cinkarna, torej to je del industrije, bolj v začetku verige vrednosti, ki ima letos zelo večje izzive v poslovanju, ker je pač tak cikel, da se določene zaloge polizdelkov znižujejo in seveda tukaj Cinkarna potem slabše posluje. Potem kot zanimivost Luka Koper je tudi zanimivo podjetje, zakaj to je pač našo eno izmed ključnih transportnih podjetij, ki nekako čuti vpliv trgovinske menjave celotne Srednje Evrope s svetom in tukaj dejansko podatki kažejo, da se kontejnerski promet sicer povečuje, na drugi strani se pa prihodki od skladiščnin znižujejo, ker dejansko se zmanjšujejo nekako zaloge polizdelkov pri dobaviteljih v Sloveniji in v regiji, namreč dobave iz Azije so zopet nekoliko bolj tekoče, posledično ni potrebe, da imajo trgovci, distributerji ali pa industrija večje zaloge in nekako to tudi potem odraža na nek način tudi slabšo industrijsko proizvodnjo v Sloveniji, namreč vsi zdaj v tem času, zadnje pol leta so zniževali zaloge, deloma so jih zniževali tudi zaradi tega, ker so se obrestne mere močno povečale, to pomeni, da strošek hranjenja zalog se je v tem času zelo povečal in na drugi strani tudi zgodil se je potrošnik, v narekovaji, kaj to pomeni, da se je zgodil potrošnik, bila je zelo visoka inflacija, sicer so plače, dohodki porasli, vendar šele v zadnjih, recimo približno pol leta, zopet se realni dohodki krepijo, tako da tukaj je pričakovati tudi deloma preobrat pri industrijskih izdelkih, torej zopet menimo, da bodo v večji meri potrošniki kupovali v prihodnosti izdelke. Res je pa, da v zadnjem letu dni so se potrošnike bolj usmerjali v storitve, zaradi tega dejansko je imel turizem oziroma gostinstvo sta imela izjemno močno visoko rast poslovanja. Davčna. Drug del vašega vprašanja vezan na davčno reformo. Mi smo 21.9. Na drugi seji upravnega odbora GZS predstavili mini davčno reformo. Takrat smo imeli še posebnega gosta, bil je minister za finance, gospod Boštjančič. Predstavili smo 7 ključnih točk. Mimogrede, mislim, da par dni kasneje je dejansko tudi vlada predstavila tiste osnutke zakona o obnovi, ki je predvideval tudi višjo stopnjo davka na dohodek pravnih oseb, kar menim, da je šlo morebiti celo za neko tiho provokacijo. Namreč mi smo konkretno enega od teh 7 predlogov tudi opredelili, da predlagamo znižanje statutarne stopnje davka na dohodek pravnih oseb oziroma znižanje efektivne stopnje s tem, da bi dejansko lahko tudi storitvena podjetja oziroma trgovska beležila del svojih odhodkov za investicije kot takšnih, ki si zaslužijo davčno olajšavo, pri čemer, recimo, če veste, da hoteli ali pa recimo trgovine določen del investicij ne morejo koristiti kot investicije, na podlagi katerega si znižujejo davčno osnovo za investicije, torej tukaj smo predlagali tudi določene spremembe, tako da tukaj konkretno je bil potem končni predlog pa povsem drugačen. Seveda pa naš glavni fokus je bil v razbremenitev dela. Gospod Žumak je že povedal, v Sloveniji je delo zelo obremenjeno, predvsem je obremenjeno zaradi prispevkov in pa predvsem tudi zaradi tega, ker nimamo neke meje, do katere mere bi se nekako obračunali prispevki, nad katero mejo se pa več ne bi. Tako da gre se za precej ideološko temo v Sloveniji, kar menim, da ni potrebno, da je tukaj del te ideologije, namreč tudi v Nemčiji oziroma v večini držav Srednje Evrope poznajo takšno ali drugačno vrsto razvojne kapice, to pomeni mejo, nad katero se pokojninski oziroma zdravstveni prispevki več ne obračunavajo. Do te mere javni sistem pravi, da posameznik naj plačuje, da prispeva k solidarnosti, nad to mejo je pa pač ustrezno, da njemu ostanejo dohodki oziroma so obremenjeni samo z dohodnino, ne pa več s prispevki. In če dejansko gledamo mednarodne primerjave obdavčitve dela, je dejansko Slovenija ima izziv res pri najbolj plačanih zaposlenih. Zopet pridemo do ideološkega vprašanja, se mogoče pa na ta način je prav, da imamo to distribucijo. Bom rekel, določene mere ta argument zdrži, do določene mere pa ne. Zakaj ne zdrži? Ne zdrži, ker s tem, ko imamo zelo visoko obdavčitev dela in nimamo nekako meje pri razvojni kapici, s tem tudi destimuliramo v bistvu rast plač tudi pri teh visokih prejemnikih. Torej tudi ta davčna osnova sploh ne nastane, ki bi sicer nastala, in tukaj vidimo ta glavni izziv, kajti še vedno v bistvu je pri davčnih spremembah ima pogosto Ministrstvo za finance v uvidu, da zgolj z neko efektivno višjo obdavčitev, da lahko
poveča svoje davčne prilive. Vendar je to precej statičen pogled, ki nekako tudi ne zdrži presoje v kontekstu, ko imamo znotraj naše regije države, ki nekako malo bolj drugače razmišljajo, in recimo Hrvaška je en izmed takšnih primerov, ki nam je tudi zaradi vstopa v Schengen in sprejema evra nekako deloma tudi konkurenčna destinacija zadev poslovnih vlaganj. In je tudi zelo uspešna, oziroma zelo velik fokus ima, ne vem, če veste, na delovne migracije, tudi zelo izobraženih posameznikov, in tukaj oni delajo določene spremembe v svojem davčnem sistemu, da bi tudi privabili te strokovnjake, kajti vedo, da vkolikor privabijo zelo kakovostne strokovnjake, to pomeni dobra plačana delovna mesta, to pomeni tudi verjetno zelo visok družben standard in pa porabo teh ljudi tudi za druge namene. Ne. In tukaj oni to z povezavi s turizmom zelo dobro peljejo zgodbo. Ne. In tudi tukaj mi nimamo mogoče neke vizije, da bi naredili neko svojo tržno nišo. Kajti, če pogledamo celotno Evropsko unijo, vsaka država ima neko svojo tržno nišo. Irska jo ima recimo pri farmacevtski industriji ali pa pri patentih. Nizozemska ima pri holdingih. Tudi Francija, recimo, mimogrede, ima določene posebne davčne olajšave za določena razvojna podjetja. Ne. Tukaj mi praktično, razen recimo teh olajšav za raziskave in razvoj, ki nekako jih lahko koristijo okrog 600 podjetij v Sloveniji, teh pretežno večjih, razen tega nimamo mogoče res nekih zelo atraktivnih okoliščin, ki bi privabljali še neke določene ciljne investicije. To torej ne pomeni, da znižamo davke povsod na nič in čakamo, da se nas usmeri kakšen vlagatelj, nikakor ne. Bi pa znotraj tega morali najti tudi v bistvu kakšne načine, tako da tudi znotraj teh 7 ukrepov, da ne bom predolg, bi samo rad omenil, smo nekako tudi predlagali spremembo zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, kjer bi nekako lažje pri manjših podjetjih, da bi lastniki lažje delili svoje lastništvo tudi s temi ključnimi zaposlenimi ali pa z vsemi zaposlenimi, in da bi na ta način seveda tudi potem zaposleni, kot veste, lažje prispevali k dvigu dodane vrednosti, kajti vedeli bi, da prispevajo k svojem podjetju. Ne? Torej, da ne bi prejemali samo plače, ampak da bi imeli davčno ugodnost tudi zaradi tega, ker bi bili solastniki. Ne? Tako da tukaj smo mi predlagali vrsto ukrepov, ampak kot rečeno, še naprej se bomo borili za to, če razumemo, imamo mi zdaj časa do 1. četrtletja naslednjega leta, nam je predsednik vlade dal, da pač poskušamo najti neko novo formulo za davčno reformo. Gospod Žmak, glede na to, da ste že 30 let na področju podjetništva v Sloveniji, pa gospod Ivanci je omenjal tržno nišo. Si to tržno nišo v Sloveniji sploh želimo? Glede na vaše izkušnje iz preteklosti. Če vprašate podjetnike, jaz mislim, da si jo želimo. Kajti glih ta diferenciacija ti lahko pomaga, da narediš kakšen preboj. Če bomo šli v neko egalitarnost, potem to za razvoj družbe nikoli ni dobro. Tako da jaz bi to podprl, vsekakor. Mi imamo ogromno podjetij, ki so v Sloveniji, ki so inovativna, ki delajo visoko dodano vrednost, ki so uspela na svetovnih trgih, tako da dokazujejo, da se da. Seveda je pa treba imeti idejo, treba je imeti pogum in treba je imeti tudi ekipo, ki zna to izpeljati. Gospod Žmak, imate IT podjetje, kako dogajanje na svetovnih trgih vpliva na vaše delovanje in kaj pričakujete v prihodnje? IT podjetja smo v večini odvisna od porabe drugih podjetij. In če pride do nekih negotovosti na gospodarskih trgih, to pomeni, da se skrči njihovo trošenje podjetij, teh, ki pridejo v težave, kar posledično pomeni tudi za nas manjše prihodke. Na drugi strani pa lahko določeni momenti ali pa dogodki na svetovnih trgih vplivajo, ki sicer vplivajo negativno, vplivajo tudi na razmišljanje teh podjetij, da morajo povečati učinkovitost, zmanjšati stroške, in taka podjetja se potem lahko tudi odločijo, da bodo investirala v digitalno transformacijo, recimo, ne? In na tem področju pa potem tisti, ki nudimo prave storitve, lahko dobimo svojo priložnost. Tako da, kar pa se tiče prihodnosti, jaz mislim, da prihodnost je zmeraj negotova, sploh v tem svetu, ki je vedno bolj dinamičen. Zato bo treba tudi vnaprej delovati zelo prilagodljivo, inovativno in iskati svojo priložnost.
Predvsem nekako vsak išče svojo priložnost, tudi pri inflaciji, gospod Bojan Ivanc, ta sicer nekoliko upada, je pa še vedno visoka. Eurostat je sporočil, da se inflacija umirja, slovenska pa je 6. najvišja v Evropski uniji. So ukrepi, ki jih sprejema vlada, sploh v pomoč nižanju inflacije in kaj vse jo spodbuja, da še je na tako visoke ravni? Čeprav smo že nekaj časa nazaj ugibali, ali bo Nemčija zdrsnila v recesijo ali ne in bi gotovo to inflacijo znižalo. Zdaj, zakaj je sploh inflacija za nas relevantna, moramo se naprej pomisliti. Nimamo več lastne valute, torej imamo območje evra in Evropska centralna banka gleda seveda povprečno inflacijo, seveda je pa zamrznjena inflacija v 3-4 glavnih članicah. To so Nemčija, Francija, Italija, Španija. Posledično, če Slovenija v bistvu skače po inflaciji, tukaj izstopa, torej po drugi strani, da ima višjo inflacijo kot te druge preostale države, s tem lahko pomeni tudi, da ima manjšo konkurenčnost. Zakaj? Gospod Žmak je že lepo povedal, višja inflacija z zamikom ali pa zelo tekoče, odvisno od posamezne dejavnosti, vpliva seveda tudi na dinamiko rasti plač. Zdaj, seveda, vsak bi si želel čim višjo plačo, ampak verjetno je cilj čim višja realna plača, ki nekako korespondenčno raste oziroma ohranja neko razmerje z dodano vrednostjo. Ampak tukaj se nam je zgodil v letošnjem letu zelo velik razkorak, torej rast plač je bila precej višja od dodane vrednosti, kar je seveda posledica tudi tega zamika, ki je nastal pri usklajevanju plač oziroma pri inflaciji v predhodnem letu, ki je bila že zelo visoka in to je nekako vplivalo na en del plač. Potem seveda en del rasti plač v letošnjem letu je posledica tudi dogovora o uskladitvi plač v sektorju država. Torej tukaj vidimo, da je bila že septembra medletna rast plač že nad 12%. In pa seveda tudi tržni pritiski so deloma tudi prispevali k rasti plač oziroma dejstvo, da pač del delovne sile nekako menja delodajalca in takrat ob tem obdobju običajno tudi dobi nekoliko višjo plačo. In te učinki so bili za Slovenijo manj ugodni, mi smo v letošnjem letu na papirju izgubljali konkurenčnost. Zdaj, če pogledamo malo daljše obdobje, jaz sem začel tudi te zadeve za 5 pa 10 let, tam odstopanja niso tako velika, vendar v zadnjem letu so bila res izjemno velika, tako da v našem interesu je, da nekako zmanjšamo to razliko v inflaciji glede na območje evra. In bom rekel tako, da država je z spremembo cen, na katere ima vpliv, je vplivala na novembrsko deflacijo. Torej novembra smo imeli prvič po dolgem času 1% padec cen glede na predhodni mesec. In tudi menim, da bomo tudi decembra zelo verjetno imeli blago deflacijo. Kaj je bilo v novembra, samo da osvežim spomin. Država je do decembra naslednjega leta zmanjšala prispevek za OVE in SPTE pri električni energiji za gospodinjstva. Hkrati je pa v decembru znižala trošarine na naftne derivate in nekako znižala tudi najvišjo dovoljeno maržo naftnih trgovcev. Tako da tudi ta dva dodatna učinka v decembru bosta imela zelo ugoden vpliv. Upoštevaje seveda, da imamo zdaj srečo, da so tudi cene naftnih derivatov pred to regulatornim delom cene nižje, tako da zelo verjetno pričakujemo tudi tukaj rahlo deflacijo. Je pa res, da kar se tiče naftnih derivatov, so cene precej podobne v celotni Evropi, ampak vseeno ta regulatorni del cene bo pozitivno vplival, da bo razkorak manjši. Bi pa rad vseeno tukaj opozoril, da vkoliko država izvaja takšno politiko, torej prilagajanja trošarin, ima zaradi tega seveda nekoliko nižji priliv pri trošarinah, tako da to slej ko prej pomeni, da bo verjetno v prihodnjem letu morala nekoliko uskladiti trošarine, zopet nekoliko višje. Na drugi strani pa tudi regulacija marže pri naftnih trgovcih se seveda lahko izkaže za problematično, namreč imamo liberaliziran trg naftnih derivatov in je v bistvu precej težko pričakovati, da bi država ta ukrep držala zelo dolgo, kajti s tem se nekako sooča tudi z določenimi pravnimi tveganji povezanimi z regulacijo same marže. Torej, to je zelo občutljiva tema. Gospod Žmak, mogoče. Ja, k temu bi dodal mogoče samo še to, da neznanka, ki bo tudi lahko poganjala inflacijo v prihodnjem letu, je cena elektrike kot enega glavnih energentov tudi za industrijo. Tako da tukaj se napovedujejo spremembe tudi v obračunih, obračunske moči, tako da bo znalo imeti to kar znaten vpliv. Slišali smo že pomisleke, da bi lahko celo 80% višje cene plačevala industrija, v primerjavi z daljšnjimi, zdaj nekako
smo dobili neke pomirjujoče odgovore, da to ni res, ampak da bo tam nekje do 20% realno povišanje, ampak v vsakem primeru višje cene po novem letu elektrike so dejstvo in s tem se bomo morali soočiti. Spoštovana gosta, ob sklepu le še pogled naprej v novo leto. Če bomo sedaj priča nekoliko nižjim cenam, pa se bo gotovo to odražalo v višjih cenah v januarju, v februarju, ko denimo države vse v zadnjih mesecih leta nekako znižujejo tisto, kjer se znižati da potem pa lahko v prihodnjem letu nekoliko več zviša. Kaj pričakujete v prihodnjem, mogoče gospod Ivanc, in tudi kaj pričakujete od slovenskih podjetij v prihodnjem letu in potem še gospod Žman? Ja, to sta zopet vsebinsko dve vprašanji, če je mogoče na stvar inflacije. Ja, če država pač reguliran del cene zniža, je zelo verjetno, da slej ko prej bo morala ta del cene povišati. To pomeni, da bo pa v tistem mesecu, ko bo zopet ta del cene povišala, bo nastala razlika glede na inflacijo v območju evra. Tako da tukaj si dejansko kupujemo nekaj časa, to moramo vedeti. Na drugi strani pa seveda ključni plačni pritiski pač izvirajo iz trga dela, iz velikega pomanjkanja delovne sile. Deloma pa seveda v naslednjem letu tudi formula za uskladitev pokojnin je takšna, ki bo imela določene inflatorne pritiske. Torej, pokojnine se bodo verjetno uskladile za 8,2%, medtem ko je pričakovana inflacija verjetno med 4 in 5%, kar pomeni eno izmed najvišjih realnih rasti pokojnin v zgodovini Slovenije. Pač formula je takšna, kjer je kombinacija spremembe plač in pa inflacija, da vpliva na ta izračun. Tako da tukaj bomo imeli kar nekoliko večje izzive, bi jaz rekel, kot pa mislimo pri sami inflaciji. Pa hkrati seveda tudi pri uskladitvi socialnih transferjev smo bili mi nekoliko razočarani. Torej, ocenjevali smo, da bo vsaj nekako vlada dosegla nek dogovor, da bi se socialni transferji usklajevali vsaj največ do 2/3, ali pa do polovice. Žal je pač celotno inflacijo se bodo uskladili, ker zopet nekako vpliva na določene inflatorne pritiske. Hkrati pa ne omogoča zopet tiste razlike, ki bi nastala med tem, koliko nekdo dela in pa koliko nekdo dobi, ki ne dela. Čeprav bom rekel tako, nimamo zelo veliko potenciala pri delovno sposobnih ljudeh v Sloveniji, bomo morali žal v prihodnosti, tako kot v ostalih evropskih državah, temeljiti v bistvu del prihodnje gospodarske dinamike tudi na večjem številu priseljevanja. To so tudi izzivi, ki čakajo podjetja v prihodnjem letu? Da, absolutno. Pač podobno kot sta Francija in Nemčija že šli v to zgodbo pred leti, tudi pri nas je demografija neusmiljena in tukaj ni nobenega drugega manevrskega prostora. Mogoče nam digitalizacija, robotizacija, umetna inteligenca pomagata k temu, da bo mogoče kakšno delovno mesto, ki je, nevarno za človeka, da nam bo tam moderne tehnologije, da nam bodo ukinile kakšno tako delovno mesto, kar bi si se verjetno tudi želeli, ampak še vedno potrebujemo še vedno kar veliko število delovnih mest v socialnem varstvu, v zdravstvu, seveda tudi v industriji, v transportu. Nimamo še povsem avtonomnih sistemov. Bom pa rekel, da vseeno stiska na trgu dela spodbuja ta vlaganja v digitalizacijo in robotizacijo in tukaj bi rekel, da je ena izmed priložnosti v naslednjem 5-letnem obdobju. Ja, jaz pričakujem v naslednjem letu, da se bodo zaostrene razmere nadaljevale. Konec koncev tudi nemški trg nas na to opozarja, nemške razmere. Zdaj, podjetja v Sloveniji so pa večkrat dokazala, da znajo najti pot ven, da so produktivna in da se znajo prilagoditi. Vsekakor pa pričakujemo od vlade, da začne poslušati dobre ideje iz gospodarstva in da ustvari neko stabilno okolje, ki bo omogočalo razvoj. Spoštovana gosta, iskrena hvala za obisk v našem studiu. Hvala vam. Hvala. To je bilo vse v današnji vroči temi, spoštovane gledalke in gledalci portala domovina.je. Če želite oddajo ogledati si še enkrat, lahko to storite na YouTube kanalu ali pa vtipkajte 3x2v.domovina.je, lahko pa jo najdete tudi v tiskani izdaji tednika Domovina in tako podprete neodvisno novinarstvo. Želim vam vse dobro.